Prvič sem se srečal v bistvu z plesom jedrske energije, atomskih jeder, nevtronov, protonov, elektronov na fakulteti v Ljubljani pri profesorjih Čopiču, Osredkarju, Pahorju. No in ta ples se je potem nadaljeval vse do zaposlitve v jedrski elektrarni Krško. Potem se je vse skupaj začelo in minevala so leta, desetletja. Nekako se mi je zdelo, da izzivov ne manjka. Izkazalo se je, vsaj meni, da je jedrska energija tako kompleksna, da se vedno dogajajo nove stvari, tako navznoter, tako na tehnološkem razvoju, tako na dogajanjih, ki so povezana, bila in še vedno so z jedrsko energijo, z različnostjo pogledov in resnično noben dan mi ni minil, da bi se dolgočasil. Določena motivacija je bila tudi v tem, da sem iz tega okolja, no, in sem na nek način imel interes, da se vrnem v to okolje. Istočasno pa je jedrska energija takrat predstavljala nekaj, da temu tako rečem, zelo novega, zelo sodobnega. In mi je to resnično bil en izziv, ena uresničitev nečesa, kar sem kot mladostnik na nek način tudi sanjal, da bi lahko delal na tem področju. Čeprav velja za vse dejavnosti, da niso samozadostne in v nekem okolju morajo najti neko obliko sobivanja. To je še posebej res za jedrsko energijo, ki ima svoje značilnosti, svoje posebnosti, svoje tveganja, če hočete, tako da je to izjemnega pomena. No. Treba je živeti v tistem okolju, treba je dajati zgled, treba je dati možnost, bom rekel, vsem, ki se želijo pridružiti, se pravi zaposlovati iz okolja. To so neke usmeritve, neke orientacije, ki mislim, da bi morale biti model tudi za bodoče pri umeščanju novih objektov, pri neki kontinuiteti obstoječih objektov. Tako da mi se tega principa držimo do tiste mere, kot je to možno. In mislim, da se nam to obrestuje. Naši zaposleni so dragoceni, da ne rečem najboljši ambasadorji jedrske energije. Na njih se lahko zanesemo. Treba se točno zavedati, kje so neke mejne vrednosti in na teh je treba vztrajati. In tle ni vprašanje cene, tle ni vprašanje nekega osebnega interesa, osebnega obstoja. Tako da jaz sem se držal teh principov, teh pravil. Bil sem vedno hvaležen seveda pomoči oziroma nekega pozitivnega pristopa oblasti ene ali druge. Vendar pa sem tudi vedno opozarjal na določene stvari, kje je pač določena meja, ki je treba zadržati. Jedrska energija je pač takšne narave, da si zasluži neko spoštovanje. Ne? Spoštovanje preprosto zaradi svojih lastnosti. Ne? In tukaj bi jaz rekel, da sem na nek način hvaležen tudi vsem politikam v slovenskem prostoru v preteklosti, ki so to spoštovanje le izkazovali, ne? V tistih temeljnih, bi rekel, principih, vrednotah. Glede na to, da sem deloval in delujem tudi na mednarodni sceni, vidim, da takšnega spoštovanja ni povsod, ne? V vseh deželah, v vseh državah, tako da pri nas je to bilo. Na eni strani, čeprav seveda smo šli tudi skozi turbulentne čase, tako in drugače, takrat je pa treba imeti neko hrbtenico in
izkazovati neka stališča, se boriti za ta stališča in na njih vztrajati. No. Turbulentni časi so se začeli z osamosvojitvijo Slovenije, Hrvaške, skratka, z nastankom novih držav na prostoru Jugoslavije. Jedrska elektrarna Krško se je takrat znašla na nek način v situaciji brez domovinske pravice. Nihče ni imel neke dolgoročne strategije, kaj pa zdaj, kako pa naprej. Tako da smo se soočali z to situacijo, ki je pripeljala do različnih pobud, od referenduma o nadaljevanju obratovanja do velikih poskusov strani sosednjih držav, predvsem Avstrije, da objekt zaustavi, do preobrazbe družbeno-političnega sistema, preobrazbe lastnine, družbene lastnine v današnjo neko sodobno obliko. Zgodba je seveda eskalirala, kot je znano, tja med leti 90 do 2000 tudi do prekinitve odnosov z Hrvaško, kar zadeva medsebojnega razmerja vlagateljev, tako da do končne sanacije je prišlo šele leta 2003. Vmes je bila seveda tudi situacija, kjer se je bilo treba odločiti o neki strategiji, ali bo to kratkoročna ali bo dolgoročna. To pa je pomenilo, ali bomo se šli modernizacijo jedrske elektrarne Krško ali ne. Jaz sem vsaj takrat absolutno vztrajal na modernizaciji in to razhajanje je takrat tudi pripeljalo do na nek način pripomoglo do prekinitve teh razmerij z hrvaško stranjo. No, na srečo je bilo potem dovolj modrosti, da se je ta situacija razrešila. Dejstvo pa je seveda bilo, da smo jedrska elektrarna Krško bili vedno v nekem paketu nerazrešenih vprašanj z državo Hrvaško, tako da je tudi to vprašanje občasno bilo politizirano, tudi takrat, ko morebiti ni bilo razlogov za to. Jaz bi rekel, da je osnovni razlog pomanjkanje ene politične volje, da se ta projekt izpelje. Od leta 2009, odkar ima Slovenija svojo lokacijo, je bilo veliko takih in drugačnih špekulacij, kako intenzivno iti v to. Vmes so tekla dogovarjanja z državo Hrvaško o skupnem pristopu, o skupni izgradnji tega odlagališča, dokler ni končno 2 leti nazaj prišlo do nekega dokončnega stališča, da skupni projekt ne bo možen. Državi sta se sporazumeli, da gre vsaka po svoji poti in tako je čas minil, no, ni se zgodilo kaj veliko. Tako da, kot rečeno, osnovni razlog je v pomanjkanju politične volje. Treba razumeti, da so bili in so v igri različni pogledi na to, in na jedrsko energijo in na hitrost dogajanja na tem področju. Vsak ima neke svoje interese, svoje strategije, tako da tu vidim razloge. Je pa seveda tudi res, da mogoče ključni nosilec, agencija RAO, po moji oceni ni nastopala dovolj odločno, dovolj, kako bi rekel, proaktivno, progresivno, da bi se projekt zgodil. Čeprav jih po drugi strani tudi razumem, da je vrsta ostalih dejavnikov, ki so jih pri tem ovirali. Kar pa zadeva izrabljeno gorivo, je pa bil na meddržavni pogodbi sklenjen dogovor, da se zgradi tako zvano suho skladišče na sami lokaciji elektrarne,
kot prehodna rešitev. Ta prehodnost bo trajala tam reda velikosti 80 let predvidoma. No in za to skladišče je ravno pridobljeno gradbeno dovoljenje in z marcem se prične izgradnja tega skladišča. Leto 2021 pa tudi 2022 sta zagotovo leti izjemne intenzivnosti na zaključevanju, torej bom rekel, predpogojev za dolgoročno obratovanje ali za podaljšanje obratovanja, ne. Ti predpogoji so pa v glavnem dokončanje tako zvane nadgradnje varnosti, ki bo trajala 10 let skupaj, od leta 2011 pa do letošnjega leta. Sem sodi kar nekaj, bom rekel, pomembnih projektov te varnostne nadgradnje, ki so v zaključni fazi, ki sta na nek način odgovor po eni strani na zakonske določbe slovenskega zakona, da je za dolgoročno obratovanje potrebno izvesti takšno nadgradnjo in upoštevati vse hipotetične, bom rekel, naravne katastrofe, ki se lahko zgodijo. Po drugi strani je ta nadgradnja odgovor na dogodke na Japonskem, ki so se zgodili leta 2011. Torej, to je eden od pomembnih, bi rekel, velikih projektov, ki bo dokončan v glavnini v letu 2021. Drugi pomemben projekt je desetletni obdobni varnostni pregled, ki ga nalaga zakon. To je celovita presoja po zakonu vseh aktivnosti, ki zadevajo tudi varnost obratovanja, predvsem varnost obratovanja, tako da ta projekt je stekel in bo izveden v letu 2021. Tretji projekt bo mednarodna presoja o izpolnjevanju pogojev za dolgoročno obratovanje v okviru Mednarodne agencije za atomsko energijo. Paralelno se je začela tudi celovita presoja vplivov na okolje za dolgoročno obratovanje, ki sicer nima nekih fiksnih rokov postavljenih, vendar mi želimo biti proaktivni in smo pričeli s to presojo s polno intenzivnostjo. Medtem ko Evropa pa seveda nima do jedrske energije neke enotne opredelitve, tukaj so še vedno v funkciji nacionalne politike, ki so včasih diametralne, zelo različne. Nemčija je en ekstrem, seveda, ki se je odločila za izstop iz jedrske energije z intenzivnim uvajanjem alternativnih virov. Na drugi strani je Francija, ki nadaljuje, bi rekel, z jedrsko energijo, je ključno in pomembno odvisna od jedrske energije. Tako da so pristopi zelo seveda različni. Kaj to pomeni? Jaz bi rekel, da jedrska energija v spopadu z podnebnimi spremembami ima svoje mesto, gledano globalno, gledano evropsko, da to spoznanje vedno bolj prihaja v ospredje in do izraza, da se vedno bolj resni pogovori vršijo tudi na nivoju Evropske skupnosti in se daje neka legitimnost, bi rekel, samostojnemu odločanju posameznih držav članic, tudi v korist jedrske energije. Tako da jaz osebno pač verjamem v ta delež, pomemben prispevek pri absolutno nujnemu zmanjševanju ogljičnega odtisa, v naporih, da se očuva to naravno ravnotežje življenjskega prostora, da je to nujno. Tako da jaz zagovarjam nek koncept, da je rešitev, če gledamo samo energetiko ožje, da gredo pač obnovljivi viri in jedrska energija z roko v roki, s ciljem, da se čim prej pač znebimo fosilnih goriv in s tem prispevamo svoj delež k stabilizaciji podnebnih sprememb.
Svojo vlogo ima Krško, v prvi vrsti gledano ožje slovensko ali pa slovensko-hrvaško. Tudi mi moramo seveda svoj delež prispevati k tem zavezam evropskim, ne? In gledano tudi evropsko seveda smo pač tisti, ki se bomo trudili, da gremo z roko v roki z obnovljivimi viri, ki imamo nek načrt opuščanja premoga, kar zadeva proizvodnjo električne energije, in upam, da bo ta koncept se ohranil in da bo jedrski energiji zagotovljena ena dolgoročnost obratovanja, no. Vsaj tako se zaenkrat stvari nakazujejo. Takšen je tudi podnebno-energetski koncept Slovenije, ki je odšel v Bruselj, ki je dobil neko podporo, in to je, bi rekel, naša dolgoročna strategija, ki jo zaenkrat veljavi, no.